Jani, zelo sem vesela, da si se odzval našemu vabilu in si postal gost oddaje Vstani in hodi. Ja, z veseljem. Veselje je moje najbrž večje. Najprej naj objasnim našim gledalcem, da Janija tikam, čeprav ga zelo globoko spoštujem in občudujem, pa vendar sva že toliko let skupaj kot sodelavca, prostovoljca in tudi prijatelja, da mu lahko pravim tikaj, ne Jani? Seveda, pravzaprav bi se mogel upravičiti jaz, da damo tikam, ne, ampak ker so se tako zmenila, pa naj bo ne. Tisto, kar bi rada v začetku, ko te predstavljam, je pravzaprav tvoja družina, iz katere prihajaš. Je ena znana novomeška družina, ker smo v Novem mestu. Pa te prosim, Jani, povej nekaj o svoji družini, iz katere prihajaš, o koreninah, iz katerih si zrasel. Mi je pred časom nečakinja, naj ne zveni to neskromno, mi je razlagala, kako svoje otroke, manjše ima še seveda, ko jih kaj uči, pa kaj ne gre ravno tako, kot si je ona mislila, reče, pa to boš pa jaz znal, saj nisi neumen, saj nimaš po nikomur biti neumen. Tako se tudi meni zdi, da sem nekaj, bi rekel, te dobrote, ki so jo starši moji na nek način izžarevali na vsakem koraku, prinesel s sabo. Bog ne daj, da bi se primerjal z njimi, pač jaz tle še nisem take poti prehodil. Se pa na nek način, zavedam korenin in morda je tudi, bi rekel, to, da bi storil za bližnjega, za nemočnega, pravzaprav to so pa besede, moram še drugo plat povedati, torej besede moje tašče, ki je rekla, pravi, največ narediš za nekoga takrat, kadar veš, da ne boš v zameno nič dobil. In če kje se to v hospicu, bi rekel, še kako pravzaprav pozna. In kaj so bili tvoji starši? Moji starši so zdravniki, oči je že pokojni, mami, hvala Bogu, jo še imamo, še vedno naša, bi rekel, učiteljica in tista, ko že mislimo, da se bomo, imam še dve sestri, da se bomo raztreščali, ona tisti magnet, ki nas nekako poveže, tako ali drugače. Oče je bil kirurg, mama pa anestezistka. Na nek način nam je bilo lepo, ampak zdaj bi rekel, ko pa z distance pa pogledam, da sta pa starša pravzaprav nam v materialnem smislu dala čisto vse, oziroma še preveč, če smo iskreni, medtem pa, ko smo jih, bi rekel, dejansko kot starša pa velikokrat pogrešali. Saj ti kot medicinka veš, včasih so bile dežurne, so šli v soboto v službo in so v ponedeljek ob 3 popoldne domov prišli. Če ne bi mi imeli dedka in babice, ki sta se pravzaprav v mojem rojstvu preselila v Novo mesto, mama moja je iz Gorenjske, samo rojena je v Ljubljani, živeli so pa v Bohinjski Bistrici, dedek pa babi po mamini strani sta bila oba priseljenca v Bohinjsko Bistrico, tako da nimam nobene žlahte tam. Ob mojem rojstvu so se preselili v Novo mesto in so potem živeli z nami in en velik delež skrbi za nas 3 otroke, ki smo bili pa v 3 letih 3. Jaz sem rojen leta 66, imam sestro, ki je samo 11 mesecev in 15 dni mlajša od mene, in pa Tamala, rečemo Tamala, čeprav je rojena leta 69, se pravi že 50 in čez, ampak je ostala mala. Torej, 3 smo bili v 3 letih, tako da sta en velik delež tega, bi rekel, skrbi za nas prevzela dedek in babica. Najprej smo živeli v stanovanju, potem pa v svoji hiši, kjer sta imela dedek in babica svoj apartma. Včasih smo se pogovarjali, smo rekli, da če ne bi bilo te sreče starih staršev, vprašanje, če se ne bi mogel nekdo, oziroma bodimo realni, mama odločiti za kakšno drugo smer, kot je anestezija. Je pa po drugi strani bila pa spet to velika sreča, kadar sta pa bila doma, smo bili pa vsi skupaj, ker oči pa mami, jaz nismo nikoli šteli, ampak malo dežuren sta dežurala pravzaprav narazen.
To je nekaj tako lepega, kar si povedal tudi o starih starših, ne, kar bi prav gotovo z veseljem poslušal papež Frančišek, ki je ustanovil dan starih staršev. Ne. In je to nekaj zelo lepega. Potem pa si, če še zdaj skočiva en korak naprej, ustanovil sam svojo družino. In vem, da z veliko ljubeznijo in veseljem govoriš o tej svoji družini, ki je tvoja družina. A nam še od nje zaupaš kakšno besedo? Ja, jaz se zavedam in sem hvaležen na nek način, da nimam nobenih zaslug za to, ne, ampak ja, imam svojo družino, skrbno ženo, ki me res podpira. Podpirala me je prej, ko sem delal v turizmu, podpirala me je takrat, ko sem sedel na 2 stolčkih, ko sem v hospicu delal kot prostovoljec. Zanimivo je, da je večkrat rekla mi, je rekla pravi, ko sem moral iti v hospic, bodisi kot prostovoljec v Ljubljano, bodisi kam na teren, je rekla, tam kar pejt, se ni nikoli jezila, tako bi rekel, po žensko, ne. Je rekla, tam pejt, ker od tam dobre volje prideš, v toplice pa ni nujno, da tako pogosto hodiš, ne. Ja, seveda sva blagoslovljena tudi s 3 otroci, seveda že odraslimi, večja 2 fanta sta si že ustvarila tudi družine, tako da sva ponosna dedek in babica 3 vnukov. Mija pa še študira, najmlajša, seveda Smetana pride na koncu in ja, imamo tudi hčerkico, 2 fanta in hčerkico. Ne vem, včasih ne tako, hospicovci se veš, da smo tako včasih kruti, ne, v tem razmišljanju, ali pa bi rekel, to projeciramo tudi na sebe, ne. Dejansko, ne, kot piše v Svetem pismu, ne, če bodo jutri terjali mojo dušo, se nimam kaj pritoževati. Vse sem pravzaprav na tem svetu že videl in bi rekel, kar je še navrženo, je res samo, bi rekel, nekaj lepega, nekaj dobrega. In pa to ne pomeni, da si želim hitro tega klica, da bi moja duša kam šla. Ampak ja, če pa bo, ne, je pa res sem vesel, da je tako, kot je. Jani, jaz sem te spoznala med prostovoljci v hospicu, v hiši Hospic, pozneje Hiša Ljub Hospic, kjer si prihajal tako nekje z eno pozitivno, veliko energijo, zmeraj si na malo hišo razgibal, razmigal osebje in bolnike. Pa mi povej, kdaj si se pravzaprav in zakaj odločil, da ti, ki si delal v turizmu, greš v eno prostovoljstvo, ki je čisto nasprotje tega tvojega dela, ki si ga opravljal? Ja, čeprav izhajam, bi rekel, iz zdravniške družine, ne, pri nas je bila smrt relativno velikokrat izgovorjena beseda, ne, ker pač kakorkoli starša sta en del tega seveda prinašala domov in mi smo se o smrti pogovarjali. Jaz sem imel celo občutek tako, da imamo en tak, bi človek rekel, sproščen, če temu lahko rečeš, odnos do smrti. Ampak potem bolj, ko sem tudi krasne, no, lepe, blagoslovljene spomine na smrt starih staršev, torej to je bilo pač nekaj normalnega, seveda nam je potem pomagala vera, ne, ampak nekaj, ne, je pa v tem še manjkalo, oziroma bom povedal tako, kot bi rekel, sem potem spoznal, ne, v hospic sem jaz zašel zaradi strahu pred smrtjo, ne, torej, saj veš, ne, če smo v šoli pisali kontrolno nalogo, smo vedeli, da jo bomo pisali, ne, smo se poskušali učiti, ne, ampak o smrti, ne, se pa kar ne bi učili, ne, in potem je res prišel en trenutek, ko sem videl, da je tudi v Novem mestu območni odbor hospica, torej v Novem mestu je bil že hospic pravzaprav ustanovljen leta 2006, bomo kmalu praznovali 20-letnico. No, ampak jaz sem pa takrat, to je bilo leta 2013, ne, seveda v življenju ni naključij, spomladi je bil organiziran to začetno usposabljanje za prostovoljce tukaj v Novem mestu, sem bil že prijavljen, pa zaradi službenih obveznosti sem se mogel odjaviti, no, ampak sem gledal, kdaj bo spet, no, in priložnost si ponudila tisto jesen potem, ne. No, in sem potem leta 2013 res hodil na teh 6 ali 7 vikendov, ko smo se pripravljali na to, kar bomo pol delali, ne. In seveda
v življenju ni naključij, ne, prvega, ki sem držal za roke, ko je umrl, je bil oče. Nisem vedel, v resnici, niti slučajno nisem šel jaz na ta seminar zaradi tega, jaz nisem pravzaprav verjel do tistega zadnjega dne, da je oče že tako, bi rekel, bolan oziroma da je bolezen tako napredovala, imel je levkemijo, ne. Ja, in potem je bil oče prvi, ne. Že takrat sem takoj lahko na nek način en del tega, kar smo se v hospicu teoretično učili preizkusil, mogoče najbolj praktično je bilo to, vem, da ko sem tistega Silvestra pobral sestro tule v Novem mestu, ena živi v Novem mestu, ena pa z družino v Ljubljani, ne, ko smo šli k očetu, ki je, bi rekel, ki so mu bile pravzaprav zadnje ure, ne, mi je sestra rekla, prav jaz bi ga sam še živega rada videla. Sem rekel, ne skrbi, ne, mi smo se v hospicu učili, ne, da nas čaka, ne, in dejansko, ko smo prišli, smo spregovorili še nekaj besed z njim, ne, in potem seveda ga držali za roke, se pravi, bili smo vsi mama, torej mama, obe sestri in jaz, ne, in v bistvu smo, ne vem, če sem na nek način testiral, ali mi delamo po hospicovo, smo delali, ne, da bi se pogovorili vse po hospicovo. No, v zvezi z očetovo smrtjo mi je tudi fajn, bi rekel, izkušnja bila potem, ne. Namreč ko sem prišel v hišo hospice, veš, je bilo pravilo, ne, da naj bi pol leta ali eno leto, ne vem, kako je že bilo, ne, po smrti bližnjega ne hodil tja, ne. In seveda, ne, bil je božič, prazniki, jaz sem enkrat po 3 kraljih se vpisal tam, ne, da bom prišel in jaz pridem, oziroma ne, tako je bilo, sestanek je bil prostovoljcev, ne, in jaz kako je bilo čez novo leto, ne, pride vrsta na mene, ne, jaz povem, ja, da je bilo posebno novo leto, ne, da smo pač se od očeta poslovili, ne, so rekli, ja, kako in ti si tukaj, ne, tukaj ne gre za nobeno moje herojstvo, ne, ampak gre za res to, na eni strani dragoceno izkušnjo izobraževanja, dragoceno izkušnjo biti zraven in se mi zdi pravzaprav, ne, da tisto, kar te najbolj teži, kar je najbolj boleče, je fajn se v tisto, bi rekel, vršiti, ne. Marko Škrajner še zdaj reče, ne, iz hiše Ljub hospico, še zdaj reče prav, veš, kako smo merkali, nate, kako se boš obnašal, ne. Ampak meni v resnici, ne, ni bilo težko, bi rekel, potem spremljati take, ki so bili, bi rekel, kot moj oče, nekaj dni bi človek rekel prej, ne. Celo pravzaprav ta izkušnja očetove smrti je bila takšna, da se mi je zdelo, ne, da pravzaprav kaj hujšega kot to, da očeta držiš za roke, se mi že ne more zgoditi. Tako da mi je bilo, recimo temu pogojno lažje, bi rekel, pri vseh teh smrtih potem, pri katerih sem bil zraven, mi je bilo lažje, ker čeprav, ne, to pa tudi lahko rečem, ne, zelo iz izkušnje, ne, kar nekaj je bilo že takih, spet ne govorim zaradi tega, da bi to zvenelo, da se hvalim, ampak pač bi rekel, ne, govorimo o izkušnjah, zato da bi ljudje verjeli, da je, bi rekel, dragoceno delati tako, kot delamo v hospicu, ne, se je že tromestno število obrnilo teh, pri katerih sem bil zraven, no, ampak hočem to reči, ne, vsaka smrt je težka, nobena smrt ni lahka, ne. Kaj hočem povedati, morda je primer izpred par mesecev, ne, ko sem bil prisoten, sem prišel ravno, ko je gospod umiral, ne, sem še, bi rekel, družino nekako tako po hospicovo dal še bližje k postelji, ne, bi rekel, fizično in v prenesenem pomenu, ne, jaz sem pa se umaknil, ne, in ko je oče izdihnil, so se meni tudi solze utrle, pa sem ga videl takrat prvič, ne, sploh še nisem bil v tej družini, ampak so nas tako, bi rekel, pravzaprav kasno poklicali, ne, in jaz sem potočil solze, seveda, ne zaradi tega kot poklicna jokavka, ne, ampak dejansko, ne, pokažeš čustvo, ne, in je prišel hišni gospodar k meni, pa je rekel, ej, ker nisi ti profesionalc, ti tudi jokaš, ne, ja, seveda, ne, no, ampak to prepodujem, ne, zaradi tega, ne, torej vsaka smrt je težka, vendar je to, bi rekel, en res blagoslovljen čas, ne, dejansko
vstopiti k nekomu, ki je na smrt bolan ali pa ki celo umira, ne, to je tako, za mene bi rekel, je tako, ko, ok, iti v cerkev ali pa za tiste, ki ne verujejo, ne bi rekel, to je tako, kot iti v tempelj, nekaj v en svet prostor, tam se nekaj posebnega dogaja, ne, in bi rekel, stopiti tukaj zraven, biti takrat, bi rekel, ko je najhujš, tam nič delati, ni tukaj nobene filozofije, kako bi bil jaz vesel prej in tudi zdaj, ko že imam nekaj izkušenj, če bi obstajala neka kuharska knjiga, ne, kjer bi pisalo, za lepo smrt, ne, naredi to in to, pri vsaki je malo drugače, pri vsaki je težko, pri vsaki je lepo. Me pa hecajo tukaj zdaj že v hospicu, ne, ko to razlagam, ne, da kaj je ti strokovnjak za solze, ne. Bi rekel, jaz sem nekako tako, ne, sam pri sebi, ne, se mi zdi, da pri vsaki smrti so 4 vrste solz, ne, 3 pridejo že tam neposredno, se pravi najprej seveda solze žalosti, vsaka je izguba, je dokončna, ne, izguba na tem svetu, ne, so solze žalosti, normalno, ne, potem pri vsaki smrti, bi rekel, ne glede na starost umirajočega in potem seveda tudi umrlega, ne, je solza olajšanja. Pri nobeni smrti mi še nismo prosili, Bog, usoda, narava, vesolje, kogarkoli že kličeš takrat, ne, naj še bo. Pri vsakmu smo rekli, naj se to konča, ne. Recimo potem zaznam pri svojcih, zaznam, bi rekel, te solze ponosa, da so bili zraven, da so. In potem čez čas, ne, recimo morda v procesu žalovanja, so pa solze hvaležnosti. Seveda smo žalostni, ker ga ni več, ampak smo pa hvaležni, da smo ga imeli, koliko je bilo dobrega po njemu, ne, in to je moja izkušnja. Jani, to, kar si zdaj povedal, pokaže na eno širino hospica. Ko pravimo hospic, govorimo o kulturi hospica, ne, in to si zdaj ti že tako lepo povedal, tudi že doma se lahko ta kultura širi. A si ti mogoče prav zaradi tega potem si upal narediti tisto, kar mislim, da redko kdo naredi, da pustiš svoje delo turizmu in greš se zaposliti v društvo hospic. A je bilo to pametno ali neumno, Jani? Kaj praviš? Ja, zdaj že rečem si, domišljam, da je bilo pametno, ne. Se mi zdi, bi rekel, da le so tudi na tem področju sodovi nekaj mojega dela, oziroma tako bom rekel, moje prisotnosti, se jaz sam ne morem narediti nič, ne. Je društvo, ki me podpira, bi rekel, na vseh področjih, so sodelavci, prostovoljci v hospicu, en sam ne more nič, ne. Mogoče si samo, bi rekel, kako bi to človek rekel, en spodbujevalec pravzaprav vsega, ne, sicer pa ne. Ko me pa sprašuješ, ne, jaz sem 36 let delal nekaj drugega, to sem delal z dušo in telesom, bi rekel, dejansko samo delo mi je bilo všeč, res, jaz sem bil med ljudmi, bi rekel, to delo moje v turizmu ne je bilo tako, ne, ok, na eni strani nimaš delovnega časa, na drugi strani mi pa v službi nikoli ni bilo dolgčas, ker ko nisem imel kaj delati, sem šel lahko domov, ne, ni bilo, bi rekel, delal sem petke in svetke, ne, to je bilo malo obremenjujoče, ampak jaz sem to delo opravljal z veseljem in sem hvaležen tudi bivšim sodelavcem res za vse izkušnje, ki sem jih imel. Ker v življenju ni naključij, ne, se je tudi tukaj v društvu tako zgodilo, da pravzaprav ni bilo zaposlenega. No, in potem sva s predsednico društva, gospo Renato Roban Jakob, kmalu prišla do skupnega jezika, da bi pa jaz to poskusil. Zelo lahko je bilo dati odpoved, ne, tako še zdaj se spomnim, ko sem jo dal, ne, ampak potem vem, da seveda, ne, jaz sem s 1. januarjem začel delati tukaj, ne, po dolgem času sem bil za novo leto in za božič doma, ko sem včasih, bi rekel, bil v službi, ne, je mogla ženka in otroci marsikaj prenesti, hvala Bogu, sem hvaležen. No, in potem seveda božič je bil še nekako
tako, ne bi rekel prazničen, potem sem pa jaz začel razmišljati, ne, aj tebi treba na stara leta, ne, iti službo menjati. Tam si bil na nek način v določeni meri rutiner, poznal si, nihče te ni metal iz službe, nasprotno, ne bi rekel, presenečenje je bilo, ostani, ne, še zdaj, ko pridem v Dolenjske Toplice, rečejo, ja, a si prišel nazaj, ne. Ampak ne, spet ne, potem pride, bi rekel, trenutek, prišel je klic družine, kjer je oče ubil mamo svojih otrok, ostali so 3 mladoletni otroci, starimi starši, jaz sem imel že služben telefon, ta nov, ne, in sva s prostovoljko sva šla tja in bi rekel, največje zadovoljstvo je bilo, ko me je najmlajši 6 let stari sinko, ko mi smo rekli, gremo za 1 uro rešiti praznike, ne vem, ostali smo 2-3 ure, ne, in je ta mali sinko rekel, smo odhajali, ne, je rekel, ti, Jani, boš še kdaj k nam prišel, ne, in v bistvu ne se je, nimamo gumbka, da bi bilo enkrat za zmeraj, ampak bi rekel, številne dvome o tem, ali je prav, da sem naredil to, kar sem je razblinil, in potem seveda z vsakim dnevom je bilo tega zadovoljstva, da si bil zraven, ne, to je, Bog ne daj kakšno herojstvo, Bog ne daj kakšno povzdigovanje, ampak res ta skromna prisotnost, kjer nisi naredil nič posebnega, ampak enostavno si bil zraven takrat, ko je bilo najhujše, to je res dober občutek. Jaz tudi sicer sem človek, ki moram, ne vem, na nek način rezultate svojega dela videti takole, ne meni govoriti o strategijah, pa kaj bo čez ne vem koliko časa, zdajle moram videti, da je tisto, kar delam, dobro. V hospicu sva poznala izreko, človek je človeku najboljše zdravilo. Ja. Se mi zdi, da je afriški pregovor, ne. In Jani, ti si zdaj že kar precej let v hospicu, midva pa govoriva v oddaji za bolnike. In zmeraj me nekje vzpodbujajo, ti moraš povedati, kaj je takšnega, da jih bo vzpodbudilo, da jim bo dalo upanje. Ali lahko pogovori o smrti dajo upanje tudi za življenje, tudi za bolnike? Ja, po mojem prepričanju seveda je pač življenje, dokler človek diha, je pač življenje, ne. In smrt je nekaj takega, jaz se včasih pohecam, ne, zato, da se rodiš, moraš imeti malo sreče, ne. Za umreti, ne, pa hočeš, nočeš, ne, pač enkrat smrt pač pride, ne. In zanimivo je, ne, da se o teh stvareh, bi rekel, najrajši ne bi pogovarjali, ne. Mi nekako, bi rekel, ne, sej ne bom, sej ni še potrebno, ne. Zanimivo je, ne, da včasih tudi, ko mi vstopimo v družino, ne, ja pa kar še ne bi, ne, o tem, ne. Po naših izkušnjah je to seveda dragoceno iz preprostega razloga, ne, treba se je pogovarjati takrat, dokler se še da, ne, ker s tem, bi rekel, se številne, bi rekel, zadrege, ki nastanejo, bi rekel, potem, ko mogoče komunikacija z bolnikom ni več mogoča, jih ni mogoče dilem več razrešiti, ne. To ne pomeni, da zdaj pa treba, bi rekel, se ne samo pri bolnikih, tudi, bi rekel, pri zdravih samo o smrti pogovarjati, ampak sem in tja je pa dobro, bi rekel, o tem spregovoriti, tudi, bi rekel, kaj si pravzaprav bolniki še želijo, do kdaj je pravzaprav za njih življenje še vredno, kaj hočem reči, ne. Medicina je danes tako napredovala, da pravzaprav mora biti bolezen zares huda in seveda na koncu bolezen in Bog, ne, poskrbi, da nismo večni na tem svetu, ne. Ampak, bi rekel, se je treba pogovoriti, ne, ali je, bi rekel, drugače bom povedal, ne, torej treba je premisliti, ne, kaj še pravzaprav zdraviti ali podaljševati trpljenje ali življenje, ne. Predvsem pa, bi rekel, ne, moja izkušnja je, ne, včasih je veliko težje kakšno stvar
izključiti, kot jo pa priključiti. Ne. Kaj hočem reči, ne, smo imeli primere, ne, ko je bila velika stiska in v družini in pri bolniku, ne, kakšna, veš, priključiti kakšno sondo za umetno hrano, ne, a je to vredno, ni vredno, ne, potem zelo z veseljem povem primer, ki smo ga doživela z našo zdravnico, ne, gospa je bila še na kemoterapiji, vmes je prišel COVID, ne, po tej kemoterapiji je bila gospa bolna, bruhala, slabše se je počutila, ne, in seveda, ko je bil COVID, se je kemoterapija prekinila in potem je bil po covidu pogovor, ali s to kemoterapijo nadaljevati ali ne, ne, in gospa se je pač na koncu odločila, da rajš preživi krajši čas, če tako zelo bi rekel banalno rečem, brez bruhanja, kot pa bi rekel daljši čas z bruhanjem. Pogovarjati se o pogrebu, ne, seveda na začetku je to, bi rekel, vedno težko ubesediti, seveda vse nas na nek način skrbi, je strah pred tem, pred negotovost, pred to skrivnostjo, ki se ji reče smrt, ne, ampak bi rekel, ko pa enkrat spregovoriš, ne, pa običajno, ne, so se bolni pripravljeni o tem pogovarjati, ne. Ravno včeraj smo imeli en hospic kafe v Črnomlju in smo povabili tudi eno našo pravzaprav uporabnico, hči gospe, ki smo jo spremljali, ne, in je rekla, Jani, prav, ne, je povedala tam, ne, ko smo mi spregovorili, ne, kaj je še, ko smo prvič prišli hiši, ne, je izgledalo tako, kot bi prišli, veš, zavarovalniški agenti, akviziterji, ne, je bilo, kaj pa ponujate? Ja, pogovor, to, tretje, ne. Okej, kličemo naslednjič, še pridemo, ja, pridite še, ne. Aha, potem smo pa mi že začeli, ne, aha, kaj pa je? Jaz sem rekel tej gospe, ki je bila umirajoča, sem rekel, ja, veste, ona je sama rekla, saj vem, da ne bom večno. Ja, sem rekel, ampak do te večnosti je pa še nekaj časa, kaj bi pa vi še želeli? Ja, sej ne vem. Jaz sem rekel, a bi koga radi še pozdravili? No, skratka, ta hči je včeraj povedala, je rekla, pravi, po tem tvojem obisku, ko si ti odšel, je gospa rekla, draga hči, pridi sem, prinesi list papirja in svinčnik. In smo napisali, koga ona še želi videti, in ko je zadnji prišel, je bila gospa pravzaprav pripravljena, da odide z tega sveta. Ni bilo tako romantično, tudi nekaj jo je držalo na to njeno pravzaprav hišo, v kateri je živela, tako da smo potem, ne, to je tudi fejst v hospicu, ne, bi rekel, to sodelovanje smo poklicali v hišo, gospa je šla za 2 dni, 2 dni je bila v hiši, hči jo je lahko dokončno spustila, je rekla, mami, pejdi, in je po 2 dneh v hiši umrla. Če temu tako rečemo, jaz si predstavljam, da je na ta način potem to tista lepa smrt, za katero najbrž premalo molimo, ne. Jani, ti kot prostovoljec imaš zelo bogato izkušnjo z bolniki in na primer, kar je mene pretreslo zmeraj v hospicu, v hiši, ljub hospic, ne, da nikoli bolnik ni prišel sam v hišo, ampak je pravzaprav s seboj pripeljal celo družino. Ja. To je bilo v hiši, ljub hospic, ki je vendar stacionarna ustanova, ne. Vi pa hodite domov, kjer je že ta družina tam, bi rekla, po domovi, en drugačen pristop. A malo poveš to izkušnjo, ja. Kje se razlikuje tisto, ko si v hiši, v stacionarni ustanovi in ko hodiš, ko prideš domov k bolniku? Najprej vprosti, ker te bom popravil, ne, jaz imam izkušnjo, ne, bi rekel, to je spet ta stigma smrti, stigma umiranja, stigma, bi rekel, o tem se ne pogovarjamo, recimo tudi tisti morda, ki se bi najbolj morali o tem pogovarjati, po mojih izkušnjah so včasih v strašni zadregi, ne, se pravi zdravstveni delavci, ne. Enkrat vem, da sem dežural tam v recepciji v hospicu, ne, in so mi naročili, bo prišel en paliativni bolnik, ne, ga je treba sprejeti, da boš sestro poklical, se veš, protokol sprejema, ne.
No in jaz tam sedim, ne, in nekdo pozvoni, ne, s plastično vrečko in je bil ta gospod, ki so ga poslali, je prišel z avtobusom, ne, se pripeljal, šel peš tisti kos poti, ne, mislim, tako da kdo je tudi sam prišel, ne, ki si rekla, da so vsi z družino prišli, ne. A veš, ne, bi rekel, ne, to sem povedal iz tega preprostega razloga, ne, mogoče potem, ne, včasih smo krivični do zdravstvenih delavcev, ne, ko rečemo, ja, sej to bi pa mogli povedati, to bi pa mogli oceniti, to bi pa mogli, ne vem, drugače odreagirati. Pa so oni pravzaprav na nek način goli in bosi, tako kot smo mi, vse oni se nikjer, oziroma zdaj se, ne, ampak včasih se tega niso učili, kako bi rekel to povedati, kako sporočiti, kako, na kakšen način bi rekel, pravzaprav oni so vajeni življenje ohranjati, zdraviti, za njih, bi rekel, za marsikoga še danes, bi rekel dejstvo, da nekdo umre, smatrajo kot neuspeh, ne, za razliko od nas, ne, če tako se malo pohecam, ne, pravzaprav neka lepa smrt, kjer pripelješ do tega, da je ta smrt res, tako bi rekel, ne, dostojanstvena, ne, bi rekel, je nekaj najlepšega, bi rekel, nekaj tisto zadnje, kar lahko še človeku daš, ne. No, ampak, da se vrnem k temu, ne. Ja, mi vstopimo v družino, ne, bi rekel, mogoče prva primerjava taka med hišo in nami je, ne, hiša je en zelo varen teren, ne, to potem spoznaš še, ne, ko prvič, bi rekel, ko začneš vstopati v družine na terenu. V hiši je vedno nekdo, v hiši, bi rekel, vsaj približno, a veš, ne, dobiš že prej ene papirje, ne, kaj je, kako je bolan, kdo od družine, tako, bi rekel, si malo bolj pripravljen, ne, tle dobiš klic, ne, ja, veste, je zadrega, boste prišli, bomo, ne. V veliko uporo, to moram povedati, ne, nam je paliativni tim novomeške splošne bolnice, mislim, krasno sodelovanje, mislim, tudi tukaj brez kakršnihkoli zaslug hospica kogarkoli, ampak najbrž od tam, ne, da se je to hkrati s hospicem paliativni tim in, bi rekel, na drugi strani pripravljenost občine, da vse to podpira. Mislim, občina Novo mesto, ne, je res, bi rekel, ne, to ni naključje, ne, pač nekdo je hotel, da se to na nek način vse naenkrat zgodi, ne, no, ampak prideš na teren, ne, ja, tam je družina takoj zraven, ne, saj ni nobena, bi rekel, po domače povedano, kunšt, ne, bi rekel, prvi obisk je običajno, ne smem reči tipanje terena, ne, ker to tipanje terena ne bi bilo, ne, da jaz zdaj tam, ne vem, sprašujem, bi rekel, bolj opazuješ, ne, kako družina funkcionira. Jaz moram reči, da še v svoji karieri nisem prišel k družini, ki bi bila, bi rekel, pa zlonamerna ali pa sovražna do nekoga, ko umira. Torej, že samo dejstvo, da imajo bolnika v hiši, ne, družino spremeni, ne, postane malo drugačna, ne, če drugega, ne, malo bolj potih vrata zapirajo, malo bolj potih hodijo, ne, pa malo bolj, ne, da ne bo slišal, ne, tako, se pravi, se spremeni ta, bi rekel, okej, se je taka, bi rekel, kunštna beseda ali pa bi rekel, zlorabljena velikrat, ne, dinamika družine, ne, ampak ne, po domače bi rekli, ne, kako se družina obnaša, ne. In, bi rekel, naša naloga je, ne, da podpremo v tistem, kar že dobro dela, saj veliko stvari dobro dela, ne, mi pa bi rekel, pravzaprav opozorimo na tisto, ne opozorimo, ampak svetujemo, kaj bi bilo za njih in za bolnika še boljše. Zanimivo, da so nam pa hvaležni, ne, ko jim najbolj hvaležni so pa jim, ko jih, bi rekel, kakšna opravila, kakšne akcije, ki jih izvajajo, ne, pravzaprav mu rečemo, da niso več potrebne, ne, veš, v Sloveniji, ne, sama dobro veš, ne, eno največjih izkazovanj ljubezni je skozi hrano, ne. Ne, pa mora jesti, pa bo umrl, če ne bo jedel, ja, ne bo, ne, ja, kako ne bo, ja, umrl bo zato, ker je bolezen napredovala, ne zato, ker je nehal jesti, ne vem, take stvari, ali pa po drugi strani, ne, a veš, ne, ja, so mu prepovedali jesti čpeh, ne, to na Dolenjskem, ne, kaj hujšga, ne, ja, pa bi ga rad, ja, bi, odrežite en košček, ja, bo bruhal,
bo zaradi bolezni, gremo včasih s prostovoljci, mi vzamemo brisačo, dajte tako špeha, ne, pa da vidimo, ne. Torej, take stvari, ne, potem v svoji stiski si dajo svojci opraviti, bi rekel, se veš, tako kot v hiši, s popolnoma nepotrebnimi stvarmi. Ja, pa zdaj treba to blazino popraviti, pa to nogo moraš to dati, pa, a veš, en kup ene akcije, ne. Mi poskušamo samo usmeriti, ne, vprašajte ga, kaj bi rad, ne. Smo imela, Petra mi je povedala, dr. Petra Gornik, šefica paliativnega tima, ne, jo je pred kratkim en gospod, ko je prišla na obisk, ne, seveda z diagnozo neozdravljive bolezni, torej z napotnico za paliativni tim, je rekel, tako po dolenjsko, ne, dohtarca, povejte mi, če grem jaz lahko še na morje, ne. Je rekla Petra, pejte, ampak predspejte, ne čakati. Torej, ne, v teh stvarih pa spet, bi rekel, ne gre za neko obsojanje družine, ampak mi smo toliko stvari takšnih že videli, ne, da to lažje, bi rekel, na nek način svetujemo. Druga stvar, ne, je pa res, ne, tudi, ne, mi smo nevtralci, ne, jaz verjamem, ne, če bi eden od otrok očetu dal špeh, o katerem sva govorila, ne, bi drugi rekel, kaj mu daješ, mu hočeš škoditi, ne, če pa jaz pridem, ne, meni, bi rekel, edino, kar je lahko, me lahko nazja, ne, ampak to je pa tudi vse in ja, bi rekel, to je to, kar delamo na terenu, ne. Veseli smo, da smo preprečili veliko nepotrebnih odhodov na urgenco, tudi v času covida, ne, ko smo povedali, podprli, ja, je hudo, ampak zdržite, na urgenci ne bo nič boljše, ne, oziroma ta intima se zgubi, ne. Prav to, doktor Ebertova iz Onkološkega inštituta je enkrat rekla, da je pri Slovencih največji strah pri bolnikih prav to, da ne bi bili v breme svojim bližnjim, ne. In da zaradi tega tudi potem, če tudi bi večina jih želela umreti doma, pa dovolijo nekje, da pač, ko so domači preobremenjeni, da jih pošljejo v bolnišnico. Sama sem to nekajkrat doživela. In se mi zdi, da je tu potem tista vloga, če imamo paliativne oddelke, bi rekla prvo, drugo pa hiše, hospica, da priskočijo na pomoč takšni situaciji družini in bolniku. Zanimivo je, ne, da je mariborska fakulteta medicinska je naredila raziskavo, koliko ljudi si pravzaprav želi doma umreti, ne, in to je, bi rekel, ne, ta podatek je res, bi rekel, pomemben, ne. 75% ljudi bi rado umrlo doma, če bi bilo za njih, bi rekel, poskrbljeno. Se pravi, ne, če to rečemo, ne, da je bil to neke vrste plebiscit o paliativni oskrbi, ne, ali pa referendum, ne, potem je jasno, kaj nam je narediti, ne, ker obstaja ta ček, ki si ga omenila, ne, torej, če bi bilo poskrbljeno, ne, in dejansko bi rekel, tukaj se orje ledina in na Gorenjskem in pa na Dolenjskem zagotovo tudi, ne, ko poskušamo res hospic in paliativno oskrbo pripeljati res v vsako hišo, ne, in sej patronaža je itak razvita, ne, če bojo še, bi rekel, paliativni timi imeli več pravzaprav časa za iti na teren, več kot nas bo prostovoljcev v hospicu in seveda nekoč tudi hiša, ne, še bolj bo, bi rekel, za ljudi, ki si ne želijo umreti, ne, v bolnici, domovih za starejše, pa bog ne daj, da bi človek kritiziral, ne. Saj pravzaprav, tako kot si rekla, ne, danes kljub vsemu nekateri res nimajo druge možnosti, kot umreti v bolnici ali pa v domu, ker ne pride paliativni tim, ne pridemo mi, ne pride hospic in paliativna skrba pravzaprav do njih, ne, in tam je za njih, bi rekel, poskrbljeno. Ni pa to, bi rekel, tisto, ne, kar si pravzaprav umirajoči želijo, ne. Ja, in tega je vedno, v bistvu, ne, si rekla breme, ne. Ja, breme so, ne, zagotovo je, bi rekel, bolnik pri hiši breme, ne, ampak tudi tukaj, ne, so nam hvaležni družine in pa tudi bolniki, ne, ko jih pravzaprav spomnimo, ne, saj ta vaša mama, ne, saj najbrž
zdaj bi rekel zelo spet kruto, hospicovski, ne, jaz rečem, da si najbrž vaša mama je večkrat vam plenice zamenjala, kot jih boste vi pravzaprav zdaj morali mami, ne, in tudi mamo podpreti v tem, ne, čakajte, dovoljte, ne, da so ljudje, dejte, ne, si to je, bi rekel, kruto rečeno, ne, ampak dejte možnost vašim otrokom, svojcem, da so dobri, da vam pokažejo, da ste dobri in bi rekel, so tle solze sreče, bi rekel, velikokrat prisotne, ne, saj pa, če ne boste zmogli, bomo pa še drugo pomoč dobili, ne. To je tisto, ne, bi rekel, umiranje in smrt, ne, je izrinjena. Mi najrajši vidimo, ne, da bolnega človeka damo v inštitucijo, da dobimo potem žaro, ne, žaro potem 2, 3 ure, 4, ne, nekje imamo in potem, ne, a smo se poslovili, a smo kaj žalovali, nič od tega, ne, ampak enostavno bi rekel, potem pridejo tudi travme, ne, pa se nismo niti poslovili. In ne spet, ne, če tako bi rekel, malce rečem, ne, ta hospic in filozofija, ne, sej, to ni nič drugega, tako kot se je včasih umiralo, ne, sej, smrt je bila prisotna včasih, ne, sej, ne vem, no, si rekla, ne, na kmetih, ne, kako je bilo to včasih, ne, pač oče ni šel več v hlev, ne, potem je bolj noč se držal, potem je sem še juho jedel, ne, potem se je ulegel, je sem še pil in smrt je bila tam, ne, ni bilo to zdaj nekaj, bi rekel, da je treba v neko inštitucijo iti, ne, in okej, ne, 3 dni so čuli pri mrliču, sej, okej, hvala Bogu, kristjani itak se tako poslavljamo, ne, ampak to ni bilo samo, bi rekel, seveda je fajn, da so molili, če je še kaj manjkalo do nebes, ne, ampak 3 dni, takrat, ko je bilo najhujš, svojci niso bili sami, ne, tam so bili, ne vem, je bil 7. dan, ne, hvala Bogu v Hmaši, da se še približaš nebesom, ne, ampak spet ne samo to, ne, čez en teden so rekli, rabite še kaj, pa 30. dan, ne, te stvari se mi zdi mal pozabili, ne, in ker bi rekel, spet izkušnja pa pokaže, ne, tam, kjer smo uspeli družino podpreti do te mere, da so vztrajali pri svojem umirajočem, ne. Mi v našem programu žalovanja od teh družin praktično ali pa zelo malo imamo, bi rekel, potem oseb v programu žalovanje. Zakaj? Zaradi tega, ker ne smo mi, hospic, pa ne vem kdo še, oni sami so, bi rekel, predelali stvar že ob umirajočem, na smrt so bili. Nikoli nisi na smrt pripravljen, ne. Jaz se včasih pohecam, ne, 3 stvari so na svetu, na katere nisi nikoli pripravljen, ne. Prvo je, kar so že rekla, kontrolka v šoli, ne, nikoli nisi bil, ali pa izpit, ne, nikoli nisi bil tako pripravljen, da bi rekel, če bi nekdo rekel, bo jutri, ne, bi rekel, ja, ne, ni treba še danes, ne. Druga sem spoznal ob ženi in ob otrocih, torej roditi ni nikoli ta prav čas, ne, se spomnim, naš Luka je rojen sredi poletja, ne, ženka je bilo, ja, ampak ko se je začelo, se ni še, ne. No in tretja stvar je umreti, ne, nikoli ni ta prav čas, ampak vse enkrat moraš, ne. No in če se vrnem k temu, ne, torej, ja, smrt moramo vrniti nazaj, bi rekel, med ljudi, pa bo potem, bi rekel, lažje iti z tega sveta. Pred par dnevi smo imeli tukaj čudovito organizirano hospic kafe, kjer je bil tako pomemljiv in lep naslov, ker sem spoznal smrt, sem zaljubljen v življenje, ne. In mene je prav presenetila polna dvorana ljudi, ker se mi zdi, da vseeno se ljudje zavedajo nekje, da ta tema prihaja v ospredje. Je mogoče k temu pripomogel, ne, zdaj pač akcija ali nagovori ali vse mogoče stvari, da bi se čim prej sprejel zakon o evtanaziji v Slovenskem državnem zboru? Jaz mislim, ne, da bi pravzaprav v družbi morali zvoniti vsi zvonovi in vsi alarmi, ne,
kadar se začnemo o tem sploh pogovarjati, ne, kam pravzaprav smo kot družba prišli, ne, da bi želeli, bi rekel, na ta način končevati življenja, ne. Jaz mislim, ne, da izkušnja govori pa drugače, ne. Jaz sem v svoji hospic karieri pravzaprav imel zagotovo enih 5-6 oseb, ki so izrazile željo po predčasnem končanju življenja oziroma so rekle, da pač čim bomo pomagali umreti, smo rekli, seveda vas bomo držali za roke, ne, pa so rekli, ne, mislim, če boste nam pomagali umreti, bi rekel, zdravili, kakorkoli, ne. No, ampak pri vseh 5 teh ali 6 je bilo to vprašanje izraženo samo enkrat, ne. Ko so videli, da so podprti oni, podprti njihove družine, ko smo mogoče tudi kakšno, bi rekel, stisko, bi rekel tako, tudi v socialnem smislu rešili, poiskali kakšno dodatek za pomoč in postrežbo na domu, organizirali, ne vem, bolniško posteljo, ki je danes dostopna, saj veš, ne, na potnico, ne, ko se je uredila bolečina, ko ni bolelo, ne, ni bilo teh želja več, ne. Zato se mi zdi, bi rekel, prava pot pač narediti hospic in paliativno oskrbo dostopno vsem, ne. Da smo ljudje res nekako, bi rekel, verni rečemo, ustvarjeni, ne, ali pa, bi rekel, bolj grobo bi pa rekli, narejeni, ne, za življenje do zadnjega diha, ne. Priča pa tudi, ne, spremljam enega gospoda, 92 let starega, ne, je rekel prav, Jani, on je še pokreten s hojico, ne, seveda ima vse te, bi rekel, starostne težave, ne, je rekel, pravi, dementen je mal, ne, in pravi, Jani, jaz sem na tem svetu že vse doživel, je rekel, pravi, sem kmetijo predal že vnuku naprej, vidim, kako vnuk, bi rekel, dobro gospodari na kmetiji, mamo, ženo, ne, sem pokopal, je rekel, prav, sem še umrl nisem. Je rekel, ampak tukaj pa ne bomo hiteli. Torej, ne, ja, jaz mislim, da se je treba predvsem, bi rekel, potruditi res z vsem, kar se da, narediti to paliativno in hospic oskrbo dostopno vsem, se pogovarjati o smrti, jaz mislim, da je to rešitev. Mislim, da je prav, da to širimo, ne, in da tudi vi z Hospic Cafe velikokrat ljudi prav izzivate, ne, na te pogovore in da ste drzni, da tudi poveste tisto, kar je prav po hospic kulturi. In sem vam zato res, ker sem tudi sama v to vključena, zelo hvaležna, da lahko to delamo, ne. Me pa še ena stvar zelo zanima, ker si malo so ji že nakazal, ampak posebej bi spominjala ta čas po smrti, ne, ko je čas žalovanja, ko je pravzaprav tisti težki čas, ko vsi odidejo, kot naprimer smo zdaj doživeli pri poplavah, vsi so odšli, ruševine so ostale, ne. Tudi tista bolečina pri žalovanju ostane. In vi vendarle nudite pomoč tudi pri žalovanju, posebej pa te prosim povej, kaj delate za otroke najbolj pozabljene žalujoče. Seveda v Slovenskem društvu Hospic poskrbimo tudi za žalujoče, torej po smrti. Kot sem že prej malo omenil, ne, torej je zelo koristno, da smo prisotni že pri samem umiranju, pač znamo, bi rekel, kakšne stvari na podlagi izkušenj usmeriti tako, da je potem to, bi rekel, žalovanje, bi rekel, čim lažje. Spet smo tam, ne, žalovanje je en proces, en normalen proces po izgubi, takšni ali drugačni. Smrt je seveda ena dokončna izguba, ne, in ljudje imamo pa spet, bi rekel, 100 nasvetov, 100 pravil, ne, kako in kaj je treba žalovati, ne. Mi seveda tudi v Slovenskem društvu Hospic nimamo kuharske knjige, ne, ampak smo na prvem mestu poslušalci, tudi tukaj podpremo žalujoče v tistem, kar vidimo, da delajo na nek način dobro. Kako ocenimo, kaj delajo dobro, ne, čisto preprost, bi rekel, pravilo je, ali pa lakmusov papir, če hočeš, ne. Torej jaz vsakmu svetujem, da naj dela vse tisto v času žalovanja, ker ga vsaj za trenutek razbremeni,
pa s tem ne škodi sebi ali drugim. Kaj hočem povedati, ne? A veš, nekih nasvetov, ne? Ja, jaz grem pa 3-krat na pokopališče, ali je to normalno? A vas sprosti? Ja, potem pejte. A grem lahko 5-krat? Ja, pejdi 5-krat, ne? Zdaj sem imel zanimivo debato, mi je dala prvič misliti za eno gospo, ne? Po nekaj srečanjih, ne, je rekla, pravi, imam strašno dilemo, ali nositi prsten ali ne po smrti. Jaz sem rekel, kaj pa čutite? Ja, ne vem. Jaz sem rekel, pol, dokler ne čutite, bi rekel, pol ga nosite, ne. Ja, kaj pa, če ga enkrat ne bom? Ja, ga pač ne boste, ne. Morate komu račune polagati. Ja, pa kaj bodo ljudje rekli? Jaz sem rekel, to, če se boste ozirali na to, kaj bodo ljudje rekli, potem boste ves čas v prekršku, ne. Ne? Ja, in smo prišli do tega, ne, da je pravzaprav normalno vse. Ne, ga nositi, če bo kdaj sreča, da bo še kakšen, dajte še en prsten gor, če vam tako paše, kakorkoli, ne. Poznam pa tudi primer, ne, ko smo dobili vprašanje, ali je normalno, da je šel prsten skupaj z žaro s partnerjem. Če ste se na ta način poslovili, enako, bi rekel, pravilno, ne. Ja, mi predvsem poslušamo, spet bi rekel, mogoče je tukaj ena paralela z umirajočimi, ne, če si potrpežljiv in če poslušaš, mogoče kakšno vprašanje, ne, zato da dobiš, bi rekel, sliko celotno, ne, drugače pa bi rekel, iz tega poslušanja pravzaprav zveš vse in odgovori, bi rekel, se tudi žalujočimi, samo, bi rekel, pomagamo, poskušamo, da do odgovorov pridejo sami, ne. Pri odraslih, ne, je tudi, bi rekel, ne, eno, bi rekel, pravilo, ki smo ga mogoče pozabili, namreč, ne, kadar ti je najhujš pri žalovanju, ne, tudi še nisem naletel na osebo, ki to ne bi pomagalo, ne, je vprašanje, kaj bi pa ti želel, če bi bilo obratno, ne, se pravi, ti, draga žena, če bi ti umrla, pa bi tvoj mož ostal, kaj bi želela? Ja, da bi čim prej k sebi prišel, je običajno odgovor. Ja, no, sem rekel, to je cilj, ne, nimamo gumbka, jaz se zavedam, ne, da ni gumbka, katerim bi rekel, na tako razmišljanje človek preklopil, ne, ampak spet bom mogoče rajš povedal, bi rekel, kaj se zgodi na koncu teh naših pogovorov, poslušanj, bi rekel, spodbud in podpore, ne. Sem spremljal enega gospoda, ne, po enih 5-6 srečanjih, ne, imel je majhna otroka, ne, je rekel, Jani, pa kaj pa ti sploh hočeš od mene, ne, in sva šla ven na špancir, ne, ker je bilo tole pretesno, ne. Pa je rekel, meni se zdi, ne, mi potem sred ulice me je ustavil, rekel, meni se zdi, da bi ti rad videl, da bi jaz kdaj še kakšno žensko imel, ne. Ne, sem zajel sapo, ne, ampak potem, ne, v končni fazi spet, če je to metaforično pravzaprav za enega moškega, ne, če je to za enega moškega pravzaprav metaforično povratek v življenje, ne, smo točno to živeli. Nisem mu jaz rekel, da to želim, ampak bi rekel, v teh pogovorih je on pravzaprav to začutil. Posebej sem pa vesel, ne, jaz sem se, moram reči, da žalovanja najbolj bal, ker pravzaprav nisem imel izkušenj takih, sej knjige že bereš, ne, pa si na kakšni skupini tako kot opazovalec, ne, ampak sem se tega bal. Ampak spet sem prišel do tega, ne, da pravzaprav mi nismo psihoterapevti, mi nismo psihologi, ampak smo samo, bi rekel, spremljevalci, ne, tako umirajočih kot žalujočih, da držimo ta prostor, da povejo tisto, kar jih teži, da povemo izkušnje, da jih povežemo tudi v skupine, da si sami delijo izkušnje in sem zelo vesel, ne, ko skoraj ni potrebe, jaz moram reči, da v teh pa, to ni moja zasluga, ne, daleč od tega, ne, ampak ne, da tudi kolegi iz drugih odborov pripovedujo, da pravzaprav ni potrebe, da bi ljudje, ki pridejo na program žalovanja k nam, bi rekel, iskali pomoč še kje drugje. Ne, čeprav ena od prvih stvari, ki jih jaz tudi povem pri žalujočih, je ta, ne, da mi pomagamo, bi rekel, do ene mere, da se pa zavedamo, ne, da je včasih pa ta žalost lahko le prevelika, ne,
kjer je pa treba iti in k psihoterapevtu ali pa celo k psihiatru, ne, in tudi tukaj ne moramo razbijati eno, bi rekel, eno stigmo, ne, če je pri umirajočih to morfij, ne, ki je dobil morfij, ne, in je potem umrl, ne bom jemal in tako naprej, ne. So tukaj, bi rekel, tablete, ki pomagajo pri raznih, bi rekel, psihičnih bolezenskih stanjih, antidepresivi in tako naprej, ne. Torej, ne, če si zlomiš roko, ne, nič ne razmišljaš, pač daš gips gor in je stvar rešena. Če se pa zlomi duša, je pa ta gips ravno zdravilo. Včasih, redkeje kot pri roki potrebno, ampak takrat ga je pač treba vzeti. Zakaj? Zaradi tega, da duša na nek način imobilizira za čas, zato da je pripravljena delati kasneje, bi rekel, korake naprej, ne. Ja, kot si rekla, v zvezi z otroci, ja, posebno pozornost seveda namenjamo v društvu žalujočim otrokom, ne. So, bi rekel, bili včasih res, tako kot si rekla, pozabljeni žalovalci, ne, najraje smo jih spodili stran, ne, pa spet bi rekel, povsem drugače, kot so to včasih delali naši predniki, ne, ko so, ena naša prostovoljka to tako lepo pove, rekla prav, mi na vasi smo hodili, ne, kropiti vse v cerkev, v Vežico, ne, tiste, ki smo poznali, vse večino smo jih poznali in tiste, ki nismo poznali, ne, pa smo se pogovorili, pa smo videli umrlega, pa smo dobili piškote, ne, skratka, bi rekel, je bilo na nek, bi rekel, tak igriv način, pravzaprav se je delala temu, to, čemur danes rečemo detabuizacija, ne. Posebna kategorija, ne, ki sem pa jaz, bi rekel, jo spoznal tudi šele v hospicu, so pa žalujoči moški in mislim, da tule imamo še veliko dela vsi skupaj, ne. Saj, če se pogledamo v ogledalo, ne, ko greš kropit, ne, boga žena, bogi otroci, hvala Bogu, seveda, ne, ko prideš do moškega, rečeš, ti boš pa že, ne, ti si moški, ti si trden, ne. Nikjer nam ne povejo, da je moški lahko tudi ranljiv, da lahko joka, da mu je lahko hudo, ne. In ja, tukaj imamo na tem področju še veliko dela in moram reči, da eden najpretresljivejših prizorov v moji hospic karieri je bila skupina za žalujoče moške, ko smo videli, bi rekel, kako se bom, bi rekel, v jeziku tega sveta rekel, ne, ko si videl vozni park, ne, teh avtomobilov, si mislil, ne, kakšni v narekovajih frajerji gor, pa ne, kako smo jokali skupaj in kako so ti, bi rekel, na prvi pogled, bi rekel, ne vem, kako bi rekel, trdni kot jeklo, ne, pod kožo še kako krvavi in prav je, da se jim da, da to izjokajo in so ranljivi. Za konec, Jani, tega najinega zelo meni dragocenega pogovora, bi pa, ker te poznam in vem, da si globoko veren človek, vprašala, ali vera daje smisel življenju in ali vera, prav naša krščanska vera, tudi pomaga pri odhodu z tega sveta. Za tisto, bi rekel, vsak mora govoriti zase, ne. Tudi tukaj nimamo, bi rekel, kuharske knjige. Pač, ja, meni zagotovo pomaga v kakšnem smislu, ne. Predvsem v tistih dvomih, ne, ali boš zmogel, ali vstopiti, ali ne vstopiti, kako, kaj in zakaj ne. Takrat ne, za mene, bi rekel, si vedno prikličem v spomin Janeza 23. ne, svetega papeža, ne, ko je sklical ko je sklical drugi vatikanski koncil, bom zdaj zelo tako banalno povedal, ne, se je malo zasekiral, ne, če ni v svoji starosti in v svoji zmožnosti, ne, morda bi rekel pretiraval, ne. No, in boj, da se mu je tako piše, ne, v njegovi biografiji, ne, se mu je sanjalo, ne, da mu, ko ni mogel spati, ne, je rekel Bog, kaj pa je, Janezek, ne moreš ti spati, ne. Je rekel, ne, ja, kaj pa je, ja, prav se vidiš, kaj sem naredil, ne, koncil sem sklical, ne.
Pa moj bojda Bog rekel, je rekel, Janezek, pa ne sekeri se, ne, če bi jaz samo na te računal, ne bi bilo, ne, sej sem jaz s tabo, ne. Velikokrat se jaz tega spomnim in tukaj mi res pomaga, ne. V hospicu sem se naučil, bi rekel, tudi te na nek način potrpežljivosti, ne. Mi bi imeli neko akcijo vse skozi, ne. Včasih je pa dobro samo biti, ne, in hvala Bogu, ne, to nas je pater Silva učil v Ljub hospicu, ne, ko je bila dilema, kaj delaš pri nevernem človeku, pa je pater Silva lepo rekel, pravi, z eno roko ga držiš, z drugo imaš pa v žepu in moliš rožni venc in tega se držim. Jani, od vsega srca hvala za tale pogovor. Vem, da ga bova midva še nadaljevala, ampak za televizijo je bilo kar precej tega povedano. Spoštovani gledalci in gledalke televizije Exodus, upamo, da ste v teh besedah, ki jih je z nami podelil naš gost Jani Kramar, doživeli pravzaprav veliko upanja, veliko moči za vhod naprej. Če je naslov naše oddaje Vstani in hodi, lahko tudi mi vstanemo od te oddaje bolj močni in bolj srečni, kajti ker smo spoznali smrt, imamo radi življenje. Hvala vsem.